Prisrčen pozdrav vsem skupaj, da se slišimo. Zdaj še takole govorim, da malo hodim, da nisem preveč za ambonom, kar pripliti, kar primašaj, komu tako smo vezani na tole. Hvala lepa, ste mi vzeli besede že, veste, to, kar sem poslal predavanje, sem dopolnil prav z Nadškofom Šuštarjem. Zdaj, ne vem, imate res svetega duha, da ste točno odkrili to, pa še nekaj citatov več bom njegovih povedal, ampak ta je eden ključnih. To, kar je bilo poslano po internetu, bom dopolnil z drugimi vidiki, tisto ste lahko prebrali, tako da to ne bi ponavljal, bom kratko ponovil samo bistvene stvari. Tole s Paskalom, pa z Nadškofom Šuštarjem, pa se mi zdi, da ste res zadeli čisto sredino. Tako da bi lahko kar skoraj vi predavali na mesto. Dobro, gledajte, boste vi pazili, kdo bo pozoril na čas, da ne bom predolg. Aha, tako. Odgovornost je seveda ni teoretični point, tudi filozofski, teološki, danes ga bomo osvetlil bolj filozofsko, teološko, je pa seveda to predvsem način življenja in kot je rekel Pascal, upajmo, da se bližamo dobremu rešitvam, ne pa malikom, ne nadomestkom, kar človeka pravzaprav uničuje in ga samo kratkoročno morda zadovolji. Pred meseci študente vedno prosim, da mi pripravijo kakšno duhovno misel ali razpravo ali karkoli je novod, ko imam predavanje na fakulteti. No, in je tam aprila enkrat zelo študent Malega princa, poznate dobro, in je prebral en lep odlomek, to knjigo sem večkrat prebral, o tem smo se večkrat pogovarjali, in potem je seveda pri Malem princu, ki ga dobro gotovo poznate, ko išče ta sanjač, iskalec, ta dobrota, na koncu mu je rečeno, odgovoren si za svojo vrtnico. Odgovoren. Torej, odgovorni smo za svojo vrtnico, to pa so naši najbližji, sodelavci, kolegi, mož, žena, otroci, stari starši, ne vem kdo, sosed, nekdo, ki je čisto drugačnega prepričanja. In gledajte, zdravniki in vsi, ki delate na področju zdravstva, bi se vam najprej rad zahvalil. Ob vseh možnih stvarih, ki se dogajajo, to je profesor Žekš v petek lepo povedal, nekateri ste bili tudi na tem lepi prireditvi, ki je organizirala profesor dr. Zorčeva, ki je kot angel varuh mnogih pacientov in mnogih, ki delajo v Medikoli, pa tudi drugih, je rekel, če odprete časopise, novice, ono, A-kanal, Pop TV, vse narobe, vse, konc sveta bo. In rekel, v resnici pa smo, Slovenci smo pravi genialci v tem, da ustvarimo to misel, da je vse nekaj zmešano, pa vsi nekaj nam hočejo, pa če drugega ne, pa prababica nekaj narobe naredila, ker je, ne vem, zdaj bo pa ta tudi kriv. V resnici pa ni tako. Zdaj, da sem se vozil čudoviti deželi, živijo, barve počasi postaje take lepe, jesenske. Na terenu se dogaja ogromno lepih stvari, v zdravstvu naredite čudežne stvari. Tudi sam sem doživljal v avgustu, ko sem bil na pregledu Medikoli, pa sem dobil tako eno generalko za srce, opornice. Sploh nisem pričakoval, da bo kaj takega, sem šel na obisk, potem pa se je to spremenilo v en tak res pregled, sem videl čudež medicine, čudež. Kaj naredite, kaj je vse narejeno, se pravi, odkrijete, pomagate in če je telo zdravo, je duša zdrava, pa tudi duh. To profesor dr. Unger, ki je predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti, večkrat poudari, pravi, včasih sem gledal bolj na telo, ko sem delal operacije, bypasse, ono, zdaj pa vidim, da z leti, ko naredim operacijo, ko je operacija, pa človeka primem za roko, sem z njim, da čutim njegovo bližino, da čutim, da je tukaj.
Človek je veliko, veliko več kot pa materija. Je tudi to in zdravniki združujete vse skupaj. Torej, odgovornost. Povedali ste in citirali ste Načka pa Šušterja, bom potem še par misli njegovih pa prebral, drugo pa ne bi bral, ker je potem dolg čas tako, da jih ob tej uri kdo zaspi. Začel bi morda z grško filozofijo, ki se mi zdi zelo temeljna, potem bi šli k Kantu, ki je temelj deontologije in medicinske in druge vsakršne etike, potem bi pa še nekoliko predstavil teološki pogled, to, kar sem poslal v predavanju o liberalizmu in skepsi in individualizmu, pragmatizmu. Če bo vas zanimalo, to sem študiral in ne bi tega, pa sem rekel, moram to dopolniti, da ne bomo samo o liberalizmu pogovarjali se, je pa seveda stanje tako. Pa ne samo pri nas, ampak tudi v Evropi, Ameriki, tam je še več zmede včasih. Skratka, če upoštevamo to situacijo, liberalizem je ideologija, ki skuša osamiti posameznika, človeka, samje in vsej komunikaciji danes, vseh mailih, vseh drajsanih, vseh tweetih, vseh onih, je glavni problem sodobnega človeka, predvsem evropskega pa ameriškega, ne azijskega. V začetku meseca grem na Kitajsko, potem v Korejo, ker imamo neko konferenco, Makao je prva katoliška univerza, in tam se mi zdi, da kar žvrgoli življenje, polno je, sploh pa v Indiji. Tako da je veliko komunikacije, bojijo se pa tega vpliva. Se pravi, ta strašen individualizem, ki človeka osami. To se mi zdi problem. Drugi problem je strahovita etična skepsa. Hrvatje imajo lepo besedo, situacija je mutna. Ne vemo, odkot in kaj. Zdaj, teoretično tega ne bi razlagal, je bolj napisano v tem predavanju, boste prebrali, to izvira iz Angležev, empirizma, Huma, ker etičnih vrednot ne moreš spoznati, to ni merljivo, zato tega ne moramo določiti. Seveda je ta misel zdaj presežena 1000 stvari življenje, ki jih ne moramo empirično zmeriti, pa vemo, da so. Če jaz rečem, zaupam vam, verjamem vam, a lahko to stehtava? Ne, ampak vam verjamem, zaupam. Torej, ta etična skepsa je strahovita in vodi vse mogoče stvari in ima posledice tudi na področju zakonodaje. Ne vem, Belgija sprejme zakon o eutanaziji, pa se pa vsi kregajo, ker nekdo spremeni svoje mnenje, so si pa že dediščino razdelili. Pa pragmatizem. Koristi mi, kar mi koristi, to je prav. Dobro, kar je seveda čist zmedeno. Kar mi koristi, pragmatizem. Če bi delali sam po logiki pragmatizma, kar mi koristi, če te potrebujem, ali pa, kot rečemo grdo, rabim, si z mano. Ko te pa več ne rabim, pa odletiš. Samo nek satelici. To je situacija, v kateri smo. Je pa seveda, veste, tudi drugod, tudi v cerkvi imamo isti problem. Tudi pri škofih, duhovnikih, papež Frančišek, zanimivo to poudarja, ne? Je povedal, kakšne bolezni imamo, najprej kardinali, pa škof je rekel, ja, napuh, petelinasto, imetje in karierizem. To uničuje, poleg dal pa antibiotike, ponižnost, usmiljenje, dobrota pa druge. Tudi, skratka, kar dobro nam je povedal. Ampak, da gremo k temi nazaj, se pravi, to je situacija, v kateri smo. Grška filozofija in Platon in Aristotel, Nikomahova etika je lahko temelj pravzaprav tudi govorjene odgovornosti. Mene zelo, zelo moti, ko naši dragi politiki govorijo o etiki in morali. To je čista neumnost. Etika je grška beseda, veste, morala pa latinska. In enako pomeni. Pa sem pa enega politika vprašal, so rekel, veste, zakaj pa to rečete, etika in morala? Ja, zato, ker vsi rečejo. Pa veste, kaj je to? In rekel, ne vem čistočno.
A ste prebrali Nikomahovo etiko? Kdo je pa to napisal? A veste, in potem njen predsednik vlade govori o Nikomahovi, o etiki in morali, tega pa ni prebral. Sem mu tudi osebno povedal, sem mu celo podaril to knjigo. Ampak, ja, res, ko sem gledal njegovo hčerko v Trnovem, sem rekel, gospod predsednik, preberite Nikomahovo etiko. Nikomahova etika, Kant, svetopisno, pa ne vem, Hipokratovo prisega za zdravnike, pa tudi za druge, je tisto, kar ne bi imeli na nočni omarici vedno. Ne? Kje se pri Platonu začne odgovornost? Glede, Platon kot veliki mislec svojo državo govori o 3-4 temeljnih lastnostih, ki so pomembne, da gradimo odgovornost. Prva je, Platon pravi, zmernost. Nekdo je precej nagnjen, morda k temu, da bi precej užival, ampak je rekel ne. Z modrost oziroma z vzgojo, vzgoja je zelo pomembna, človek pride od požrešnosti, od lakomnosti k zmernosti. Če tega ni, je narobe. Potem ima vojake, pravi, oni imajo lastnost srčnosti, poguma, ampak če to ni vzgojeno, so lahko navadni tirani. In potem govori o filozofih, no, njih malo bolj pohvali, pravi, filozofi imajo izredno racionalno sposobnost, ampak če ta racio ni vzgojen, modrost je katastrofa. In Platon zapiše slavno misel, največje zločine naredijo najbolj inteligentni ljudje. Preprosto goropov tam eno trgovino povzel, ne vem, nekaj tam za 2 dni mesa, pa cigarete, pa kakšno pivo. Najbolj, če ni človek inteligenca vzgojen, je grozno.